v imenu Gorniškega kluba Skala. Družimo se že od vsega začetka, kot smo slišali, in se bomo družili še naprej, sem prepričan. Slovenski gorniški klub Skala je nastal s turistovskim klubom Skala v letih, ko so Nemci prodirali v naše gore, osvajali vrhove, gradili svoje koče, delali nova pota, vse zato, da bi zmanjšali prostor avtohtonim prebivalcem, to se pravi našim prednikom. No, kar nekaj ljudi smo imeli, vedno gorniki, ki so znali v pravem trenutku reči pravo besedo in smisel in odločitev za pravo dejanje. To so bili Jakob Aljaž, ki je preprečil, da bi Nemci kupili Triglav, dobil ga je on. Potem se je moral boriti s sodišči, spopadal se je celo samim cesarjem, ni ga bilo strah. In je uspel, Triglav je naš še vedno. Da bi ne imeli več takih ljudi. Aljaž ni bil sam, imeli smo Hendrika Tumo, ki se je boril za slovenski jezik na sodiščih in uradih, predvsem v tem delu Slovenije, v zapadnem delu, in je s tem tudi uspel. Od takrat smo imeli pravico na sodiščih uporabljati slovenski jezik. Tukaj je bil župnik Abram, tukaj je bila še cela vrsta velikih ljudi, vse preko Majstra in na koncu do Janeza Janše, ki je od vseh teh verjetno najbolj zaslužen za to, da imamo Slovenci končno svojo državo. Vendar to svojo državo nimamo še vsi Slovenci. Morali si jo bomo izboriti, da bo to država res nas vseh. Ko je bila končana druga svetovna vojna, smo se nekateri, danes starejši, nažalost, znašli v taborišču. Okrog Ljubljane je bila žica, kamor nismo mogli. Potem, po vojni, do takrat smo Triglav lahko samo opazovali z Rožnika, recimo, smo pa lahko šli v naše gore. In naše gore so bile vedno simbol svobode in trdnosti našega naroda in tako bodo tudi ostale. No, tole bi še rekel. Po vojni, ko je napočila svoboda, se je začela kraja. Vse, ki so imeli malo več zemlje, vse, ki so bili podjetniki, so bili podjetni, so razlastili, to se pravi, pokradli so jim lastnino, pa ne samo to, pobijanje se je začelo najprej po noči, potem je dobilo druge oblike in zanj sem bil prav prizadet, ko sem slišal znano simpatično novinarko, ko je rekla, da je bila Srebrenica največji poboj po drugi svetovni vojni. Tista Srebrenica se ne more primerjati s poboji po drugi svetovni vojni pri nas v Sloveniji. Ne samo Slovence, tudi drugi. In vse težave, ki jih imamo danes, vse težave izvirajo iz tistih časov, ko so kriminalna dejanja, genocidi ostali nekaznovani. Od takrat ni več nobene etike, ni nobenih etičnih pravil, ni pravice, ni pravičnosti, nimamo sodišč, imamo samo orodja partije, danes tako kot takrat. Po vojni smo bili priča montiranim procesom. To je izgledalo tako, da so zvočniki grmeli po celi Ljubljani
in smo se pravzaprav prav skrivali. Tako vzdušje je takrat bilo. No in pa moram povedati, da se počutim danes prav tako. Spet imamo montirane procese, takrat so se znebili tistih, ki so komunisti, seveda, so se znebili tistih, ki so bili na poti, da so jih enostavno pobili. Če so se ti začeli upirati z vso pravico, jih imenujejo zdaj izdajalce, in danes imamo spet montiran proces, znebiti se hočejo edinega Slovenca, ki lahko še kaj naredi za Slovenijo, Janeza Janše. Vendar nismo dovolj močni, verjamemo v Janšo in naše gore, kjer črpamo energijo in moč, tako kot nekdaj, tudi danes, bomo tudi jutri. Srečno!